GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Pozdravljeni v podcastu GFML-jevci. Danes sem z vami Saška Štajner. V 5. epizodi pa bomo zajadrali v športne vode. Tokrat se bom pogovarjala s Markom Pintaričem, nekdanjim GFML-jevcem, danes zaposlenim v podjetju Radenska, ki je tudi sekretar organizacijskega odbora Maratona 3 src in seveda športnik po srcu. Pozdravljeni, gospod Pintarič. Pozdravljeni še z moje strani. Vsakega gosta najprej poprašamo o njegovih spominih na GFML. Kakšni so vaše spomini na srednješolska leta? Moram priznati, da me je kar zmrazilo po hrbtu, ampak v pozitivnem smislu, ko sem zdaj stopil v gimnazijo, ki je sicer tak, 150% drugačna kot takrat, ko sem nazadnje bil tu. Ampak vseeno, spomini so zelo lepi, moram priznati. Čeprav nisem bil nazadnje v gimnaziji takrat, ko sem bil še gimnazijec, ampak sem pozneje imel tudi tu prakso na šoli. Tako da ja, nekaj časa pa že vseeno je. Ja, super. Pa se spomnite še kakšne štorije? Imate kakšen posebno ljub spomin morda? Recimo en taki poseben spomin je bil na matematiko, ko smo pred urami gospoda Toriča seveda vsi umirali, ki nam je vzel toliko in toliko življenjskih let, ampak dobro, zdaj se smejiš o tem, oziroma ti je smešno, takrat pa ti je bilo nekaj najhujšega, kar se ti lahko zgodi. Ampak dobro, tisti časi so bili, ko smo še hodili k Ficku, se pravi prva gostilna, najbližja, kjer smo se po pouku seveda sproščali, pogovarjali, načenjali teme svetovne, reševali svet. Tako da ja, mislim, da je to eden tistih najlepših spominov na samo gimnazijo, se pravi tisto prijateljstvo med sošolci, med sošolci in reševanje sveta. Torej, ko pa smo že pri profesorjih, kater profesor oziroma predmet pa vam je bil najbolj pri srcu? Ja, zanimivo je to, da predmet in pa profesor nista bila enaka. Vsekakor je največ dal, recimo, tudi za naprej v mojem življenju profesor Puconja. On mi je bil razrednik. Kot predmet pa recimo geografija in pa zgodovina. Glede na to, da sem pol tudi diplomiral to, je seveda nekako logično, da sta ta dva predmeta nekako meni v srcu ostala. Kot rečeno, pri profesorju pa definitivno široka razgledanost. Profesor Pucon je človek na mestu, ki je dejansko stal z obema nogama trdno na tleh, nam je dal življenjskih modrosti, ki jih mogoče še takrat nismo razumeli. Vedno starejši si, pa malo premlevaš, kaj se je dogajalo nazaj, pa vidiš, da je dejansko tako širokega človeka, ne vem, če sem že sploh spoznal, kot je bil profesor Puconja, oziroma kot če je profesor Puconja. Torej, danes pa delate v gospodarstvu, v zelo uspešnem in prepoznavnem podjetju Radenska. Katere veščine, spoznanja, ki ste jih razvili v procesu gimnazijskega izobraževanja, pa bi izpostavili kot tiste, ki jih potrebuje dober gospodarstvenik? Ja, sama gimnazija recimo, da je dala največ mi ravno v to smer nekega sodelovanja z samimi sodelavci oziroma kolegi, pa za moje pojme tisti res široki pogled na svet. Se pravi, da nisi nekam ozko usmerjen, kar je seveda v teh časih lahko tudi ne problem, ampak recimo manjko, zato ker bolj so znani, bolj so poznani, bolj so priznani tisti, ki imajo zelo ozek pogled na določeno dejavnost in pa da so v tem najboljši. To je danes pač neka prednost, vsekakor pa ta širina, ki nam jo je dala gimnazija,
Mislim, da je tista, ki pa vseeno odpira vrata marsikje, ne samo v gospodarstvu, recimo, kot sem zdaj, ampak tudi širše. No. Torej, prej ste omenili svoje odnose med sošolci in prijatelji nekoč. Ali sedaj tudi ohranjate stike in ali se srečujete ter ohranjate to nekako bližino med vami? Ja, poskušamo. No. Zdaj, zadnji 2 leti nam ni ravno preveč dobro uspevalo, no, ampak dobro, hvala Bogu, je zdaj temu upajmo konec. Drugače pa ja, zdaj z kar nekaj sošolci iz gimnazije imamo še povezave, hvala Bogu za Facebook seveda, ne, in pa skupine, ki so narejene za to, tako da se kar pogosto slišimo. No. Zdaj dobivamo vse bolj tak, recimo na 5 let, vmes kakšnih manjših skupinah pa tudi še kaj bolj pogosto. No. Torej, na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer pa uči tudi vaša dolgoletna prijateljica, ki smo jo poprosili, da se spomni vajnih skupnih šolskih let. Veste morda, koga boste slišali? Ja, predvidevam, da bi to lahko bila sošolka že iz osnovne šole, pa iz vrtca že v bistvu, no, pa pol še na gimnaziji. Mislim, da bi lahko to bila Tanja Bigečeva. Ja. No, pa prisluhnimo, ali imate prav. Ja, z Markom sva bila sošolca že v osnovni šoli, skupaj sva potem gulila klopi tudi na GFML. Se pa najine poti prepletajo še veliko dlje, saj sva bila celo v isti skupini v vrtcu. Srečujeva se še danes, sicer redkeje, pa vendarle sva sokrajana in v najinih mimobežnih pogovorih se pogosto spomniva kakšne prigode prav iz gimnazije. Marka poznam kot zelo pozitivnega, kot motiviranega, kot iskrenega, odprtega človeka, zna biti zelo temeljit, včasih pa tudi oster in trmasto vztrajen. Z njim se je zmeraj prijetno pogovarjati, saj je zelo duhovit in izjemno šaljiv. Najdlje nazaj, torej dobesedno od malih nog, pa se spomnim, da je bil zmeraj zelo, zelo navdušen nad športom. No, v najinih vrtčevskih časih je bilo seveda zelo popularno prav alpsko smučanje in mi smo velikokrat v vrtcu smučali, kot temu pravimo, na suho. Naši količki so bili kakšni stožci ali pa kocke, to smo počeli v igralnici. No in Marko, to se tako dobro spomnim, on je vedno štartal med prvo trojico, ker mu je po sicer meni neznanem, nekem nenapisanem pravilu vedno pripadalo ime takratne zvezde alpskega smučanja Mark Girardelli. Torej, Mark Girardelli je bil vzdevek, vzornik in inspiracija za nadaljnjo pot. Ja, dobro se to Tanja spomni. Ja, definitivno, no, cela familija je bila vedno športno navdahnjena, predvsem tisto, ko je treba na kavču sedeti pa spremljati šport. Ampak ja, v tistem času smo dejansko gledali naše zvezde, Bojan Križaj in tako dalje. Mark Girardelli je bil tisti, ki je nekako konstantno poleg Ingemarja Stenmarka preprečeval našim višje uvrstitve in seveda, ne, ja, že ime je podobno, ne, se pravi, nekako, recimo, da je to bil neki začetek moje športne pod narekovaju poti, ki sicer ni šla v smučarske vode, no, ampak sem se pozneje bolj v rokometu našel, no, ampak ja, no, nekako na športne poti pa definitivno že očitno od vrtca. Torej ste ves čas povezani s športom oziroma je šport del vašega življenja. S katerim športom pa ste se ukvarjali v mladosti? Kot že rečeno, rokomet je bil moj šport, to sem treniral do nekih večjih poškodb, potem sem postal rokometni trener oziroma že prej, no, dejansko. Ampak takrat sem se bolj posvetil temu trenerstvu, kar je tudi zdaj že, mislim, da 20 let mojega trenerstva, sicer zdaj z malo pauzo.
ampak nekako pa so me sile pripeljale do tega našega maratona, ki ga zdaj že tudi več kot 10 let, že skoraj 15 let organiziram, no, tako da sem iz teh rokometnih vod prešel v organizacijo dogodkov, športnih dogodkov, na čelu seveda z maratonom, ki je vsako leto, oziroma zdaj 2 leti ne, ampak vsako leto 3. soboto v maju. In ja, to so menda tisti športni začetki, ki so me pol pripeljali do teka oziroma do organizacije prireditev. Šport vam danes pomeni zelo veliko, ne? Se ukvarjate morda s kakšnim tudi danes? Ja, nekako bolj rekreativno, seveda enkrat na teden se z prijatelji dobivamo na odbojki, se pravi, to je zdaj že 3. šport, ne, ali 4. zdaj že. Tako da, ja, no, zdaj, če pa še štejemo pod šport ribolov, ne, pol pa še tudi to lahko štejemo, ne. Tako da, ja, dejansko je moje celo življenje zaznamovano s športom na takšen ali drugačen način, kar nekaj sem jih dal skozi. In ja, očitno je res šport tisti en zelo veliki del mojega srca, no. Zagotovo pa vas veliko ljudi pozna tudi kot organizatorja pomembne športne prireditve v slovenskem prostoru Maratona 3 src. Kaj vam pravzaprav pomeni maraton, oziroma kaj pomeni maraton za Pomurje oziroma Slovenijo? Ja, ogromno ljudi me pozna dejansko preko maratona. Kaj mi pomeni maraton? Ja, ravno včeraj sem imel en taki dogodek, kjer sem zapisal, da maraton mi jemlje življenje, spanec, zdravje, vse kaj še takega, ampak mislim pa, da takrat, ko poči startna pištola na začetku, da je vse tisto pozabljeno in da takrat res začutiš tiste stvari, kaj je vse bilo potrebno, da je do tega sploh prišlo. In takrat vedno res se moram malo skoraj zadrževati, da mi solza na oči ne pride. Ampak ja, no, saj pravim, zdaj že kar nekaj let to počnem. Dejansko je maraton zelo velik del mene. Verjamem, da tudi maraton ima moj vpliv. Nekako se trudim, da tudi, ne vem, v preteklosti smo hodili tudi na druge večje športne prireditve oziroma tekaške prireditve. Dejansko pogledati, kaj se dogaja v tem športu, kaj je primerno za tekače oziroma kaj si želijo tekači, kaj jim lahko še več ponudimo. Tako da, ja, maraton je zelo velik del mene. Prav gotovo ste torej veseli, da se bodo letos številni rekreativci in športniki ponovno zbrali v Radenci. S kakšnimi izzivi ste se soočali zadnji 2 leti v času korona razmer? Pa smo spet tam. Ja, izzivi so bili taki, da pač maratona nismo mogli izvesti na takšen način, kot smo ga bili vajeni. Kaj je to pomenilo? Prvo leto dejansko nismo vedeli sploh, kaj naj počnemo, kaj bo dovoljeno. Tisto 3. soboto v maju je še bilo vse zaprto. Mislim, da še je bila omejitev zbiranja ljudi celo na 10. Tako da smo z 4 tekači na samem prizorišču pred zdraviliščem Radenci odtekli maraton. Se pravi, v krogu, mislim, da je bilo 138 krogov, so odtekli tisti svoj maraton. Seveda smo javno pozivali vse tekače, da so se virtualno udeležili, da so na družabnih medijih lepili svoje slike, hashtagi in tako dalje. In smo, mislim, da smo čez 250 ljudi pridobili na ta način. No, drugo leto smo se že malenkost bolj pripravili, oziroma smo celo imeli možnost se pripraviti na to, zato ker smo že poznali od prejšnjega leta stvari. In smo ponovno z istimi ljudmi, ampak po tej stari progi pretekli maraton. Že prej od, mislim, da 10. aprila do takrat do, mislim, da je bil 19. maj lansko leto, pa smo dejansko pozivali v udeleževanje v virtualnem maratonu. Tu smo
pritegnili 500 tekačev, smo za neko višjo dobro sodelovali, na koncu smo dve stvari uresničili, se pravi na Golniku v bolnišnici smo postavili zeleno steno, se pravi v samo notranjost, se pravi za dvig boljšega počutja, za boljši zrak v sami bolnišnici in tako dalje. No, druga stopnja pa je bila, da smo ob teh maratonskih progah zasadili 600 dreves. Se pravi, dejansko smo v nekaj več vložili, se pravi, v neko očiščenje zraka in tako dalje. Kaj smo se naučili pri tem, se pravi, da maraton lahko poteka tako ali drugače. Vsekakor nam je bolj všeč bilo v živo izvedba kot pa virtualna, ampak če ne gre drugače, je pač tudi tista virtualna izvedba bila dobra, kot rečeno. 500 ljudi, mislim, da celo iz 6 držav so sodelovali na tem virtualnem maratonu. Tako da mislim, da je bilo precej uspešna zadeva. No? Laiki si ne predstavljamo, koliko ur dela in truda je potrebno vložiti v organizacijo takšnega dogodka. Nam opišite svoje delo oziroma delo vaše ekipe in številnih prostovoljcev. Koliko časa imamo? Zdaj malo se pohesam včasih, ne, v teh časih doma pač sliko dam na mizo, pa na YouTube se posneme malo, da me otrok vidi, tako da kar nekaj časa je potrebno, da se vse skupaj zložijo stvari, sploh letos, ko so dejansko stvari na novo postavljene, ko še februarja nismo znali, na kakšen način bomo sploh lahko maraton izvedli. Takrat še je bilo vse zaprto, omejitev ljudi in tako dalje. Mi smo se vseeno odločili, da bomo izvedli to letošnjo 40-ko in koliko ur? Od aprila naprej recimo pod 12 ur ne na dan, recimo, vsaj za mene. Ne. Je pa res, da pa je tu takšen ožji odbor ljudi, ki dela ta maraton, šteje 25 ljudi, ki se nekateri malo pozneje vključijo, ampak seveda svoj del odgovornosti prevzemajo pri tem. In pa kot rečeno, ne, za nami stoji močna garda 600 prostovoljcev. Če si boste lažje predstavljali, to pomenijo prostovoljci, gasilci, recimo na sami progi, ki so v vsakem križišču je vsaj eden. Tukaj je, ne vem, tudi na samih okrepčevalnicah je okoli 150 ljudi, ki so večinoma tudi, oziroma ne večinoma, vsi so prostovoljci. Tako da, če že samo tukaj seštejemo, je že ta dva segmenta je okoli 500 ljudi skoraj. Ne. In brez tega si dejansko maratona Treh src ne morem predstavljati. No. Če bi morali to vse plačati, oziroma če bi bilo to pod neko varnostno službo ali nekaj takega, bi lahko se poslovili. No. GFML-jevci pa zdaj že tradicionalno sodelujemo na maratonu, kjer tečemo, hodimo, tudi nastopamo. Kaj bi sporočili mladim GFML-jevcem? Čisto ozko gledano, 21. maja se vidimo, ne? To je prvo kot prvo. Ne? Zdaj malo širše gledano pa definitivno smo izredno veseli. Tudi v našem organizacijskem odboru je kar nekaj gimnazijcev iz Ljutomera, tako da smo res vsi veseli, da smo na ta način povezani tudi z bendi vsako leto, zadnje leta, tudi na pohod, tudi tekaško, in res super, da se udeležujete tega, da pridete v Radence. Vi najverjetneje ne veste, ne, ampak v Radencih so nekdaj bili vsi maturantski plesi. Ne. In to je nekako stičišče teh recimo vezi za nazaj, tako da ima neko povezavo tudi Radenci z samo gimnazijo, in verjamem, da tudi profesori, ki so pač moji sošolci, nekateri starejši, ki poznajo te zadeve, kaj se je dogajalo v Radencih, verjamem, da vseeno srce bije še tudi za Radence in pa za maraton prav tako. S tem sporočilom pa se poslavljava od poslušalcev. Gospod Pintarič, zahvaljujem se vam za čas, ki ste ga namenili najnemu pogovoru.
Želim vam še veliko uspehov na poklicni poti in čim manj težav pri organizaciji največje športne prireditve v Sloveniji. Najlepša hvala, hvala za povabilo. Jaz pa bi vsekakor povabil vse gimnazijce 21. maja v Radence na 40. maraton Treh src. Dragi poslušalci, vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa lahko vsak mesec zasledite oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Za nami je 5. epizoda podcasta GFML-jevci. Se slišimo konec naslednjega meseca. Še predtem pa se 21. maja vidimo na maratonu Treh src, kjer bomo tudi GFML-jevci del največje tekaške prireditve v Sloveniji. Adijo! GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomere.